Na četrto sejo občinskega sveta bodo poslanci prišli obloženi s skoraj decimeter debelim kupom papirja. Večino tega kupa zavzemajo finančna poročila, zaključni računi tako mesta Ljubljane kot tudi naše nekdanje blagopokojne občine Ljubljana Šiška. Iz izredno obširnega kupa poročil smo za vas pripravili izvleček o delih, za katere je denar še vedno pripravljen v nekdanjem proračunu mesta in Šiške. Tu je na prvem mestu predvsem cesta Medvode-Zbilje, za katero je denar pripravljen že kar nekaj časa, zatika pa se pri slabem odzivu lastnikov parcel, ki še niso podpisali pogodb. Zaradi tega dela stojijo, četudi je pogodba z izvajalcem že podpisana. Med novogradnjami, ki jih vsebuje mestno poročilo o komunalnih dejavnostih, pa so na področju naše občine opisane še naslednje. Prvič, priključna rampa pri Donitu, ki naj bi bila končana v aprilu. Dela izvaja SCT Inter, pogodbena vrednost del pa je 42 milijonov tolarjev. Drugič, cesta Verje-Medvode v dolžini 180 metrov, tistih najpotrebnejših bi lahko dejali. V poročilu piše, da gradbenega dovoljenja še nimajo, ker je v upravi gospod Grdej odšel drugam brez primopredaje, tako da zadeva miruje. V mestnem poročilu piše dobesedno takole, citiram: "Kljub velikim pritiskom občine Šiška." Konec citata. Ostale predvidene, ne pa še tudi finančno pokrite investicije so ceste Preska-Studenčice, Sora-Trnovec ter cesta skozi Studenčice, ki se bo rekonstruirala v dolžini 700 metrov. Vsa dela za to cesto še niso pokrita s pogodbo, skupna investicijska ocena pa je 160 milijonov tolarjev. Ta dela naj bi bila s položitvijo asfalta končana že aprila letos. Skratka, nekaj zapuščine mesta in Šiške se bo še porabilo tudi v Medvodah. Kako pa bomo asfaltirali ceste v prihodnjih letih, pa bomo še videli, tudi na naši televiziji. Nova lokalna samouprava je prinesla tudi mnogo obstranskih težav. Da to drži, nam dokazuje že tretje dopolnjevanje in spreminjanje zakona o lokalni samoupravi v državnem zboru. Polemike so se nanašale tudi na položaj oziroma status krajevnih skupnosti v novih občinah. Tudi medvoški svetniki se bodo, verjetno na prihodnji seji občinskega sveta, morali odločiti, kakšen položaj bodo imele krajevne skupnosti na območju občine Medvode. Alternativi sta seveda samo dve, ali ostanejo pravne osebe z žiroračuni in denarjem, ali pa se jih ukine. Na to temo je v ponedeljek razpravljal svet krajevne skupnosti Pirniče. Mnenja sodelujočih so si bila zelo nasprotujoča, od tega, da se krajevne skupnosti ukinejo, do tega, da je brez krajevnih skupnosti nemogoče delovati in zastopati svoje interese v občini. Največji problem, kot se je pokazalo na sestanku, je problem lastnine. Seveda je težava v tem, da je bila skoraj vsa lastnina pridobljena s sredstvi krajanov Pirnič in da je nemogoče, da bi jim jo kdo sedaj odtujil. V svojih čustvenih izpričevanjih je bilo slišati tudi, da bi bila vsa pozitivna energija krajanov s tem izničena. Vendar so se v razgovoru pojavili tudi drugi predlogi. Eden izmed njih se je glasil takole: premoženje se sicer lahko prenese na občino Medvode, vendar pa naj upravljanje lastnine ostane v rokah ljudi iz teh krajev. Lastnino naj bi upravljali vaški odbori. Nažalost pa je v današnjem krutem času tole utopija. Kdor ima denar, ima tudi edino možnost in pravico upravljati. Torej, krajanom bi ostalo samo uporabljanje in prav gotovo ne upravljanje njihove lastnine. Člani sveta krajevne skupnosti so ugotovili, da denarja ni in da če bodo hoteli delovati še naprej, jih bo morala občina finančno podpreti. Tukaj pa se pojavi že drug problem. Problem denarja, ki je sveta vladar. Lahko se zgodi tudi nek drug scenarij. Če bo krajevna skupnost ostala pravna oseba s svojim žiroračunom, bo tudi sama odgovorna za svojo lastnino. Samo en primer. Dom krajanov v Pirničah, na katerega so nekateri člani sveta globoko emocionalno navezani. Recimo, da bi bilo potrebno zamenjati strešno kritino. Že sedaj je jasno, da krajevna skupnost sama nikakor ni finančno zmožna speljati takega projekta.
Zato bo za pomoč prosila občino. Občina pa lahko zelo enostavno odgovori, da je krajevna skupnost pravna oseba s svojim denarjem in seveda na osnovi tega mora tudi sama skrbeti za svojo lastnino. Seveda s tem scenarijem ne morem in ne želim prejudicirati prihodnosti. Da pa ne bomo ostali samo pri krajevni skupnosti Pirniče. Zanimiv je tudi položaj krajevne skupnosti Medvode. Če ostane takšna, kot je, to pomeni, da bo morala občina Medvode krajevni skupnosti Medvode plačevati najemnino za uporabo prostorov. To pa je seveda lapsus, kajti plačevali bodo najemnino za prostore, ki so v bistvu občinska last. Kakorkoli že, o vsem tem bodo morali odločati občinski svetniki, tedaj, ko bodo sprejemali statut občine Medvode, v katerem bo jasno zapisano in opredeljeno, kakšen položaj bodo imele krajevne skupnosti, če bodo sploh še obstajale. Velike spremembe v družbenem življenju so nažalost zelo boleče za ljudi, ki se nikakor ne morejo otresti preteklega in zaživeti na novo. Novo pa seveda ni vedno tudi najboljše. Turistično društvo Zbilje je temu razmišljanju dodalo začetek realizacije. Skupaj z nekaterimi posamezniki, med katerimi je potrebno še posebej poudariti profesorja Bogataja, ki ima svoj vikend v Zbiljah, so sklenili z Zbiljem ter tudi občini Medvode najti znak. Ker gre pri iskanju takega znaka za izredno obsežno delo, ki je v večini primerov tudi neustrezno narejeno, kot primer naj navedem samo grb in zastavo Slovenije, so za realizacijo tega projekta poiskali pomoč v oblikovalskem oddelku Akademije za likovno umetnost. Tako so študentje 4. letnika Akademije pod vodstvom profesorja Ranka Novaka za letošnje seminarsko delo prevzeli izdelavo vizualne podobe tako Zbilj kot tudi občine Medvode. Prvi del tega seminarja so opravili pretekli teden, ko so v 4 dneh bivanja v Zbiljah obiskali in se ogledali celotno občino Medvode, tako da so našli tiste točke in elemente, ki jih bodo vizualizirali. Gospod Ranko Novak, z današnjim dnem zaključujete 4-dnevno študijsko delo tukaj v Zbiljah oziroma občini Medvode. Kaj bi lahko na začetku kot oblikovalec sploh rekli o tem področju, ki ste ga obdelovali? Ja, moram priznati, da kljub temu, da živim v Ljubljani, kar je približno 12 minut od Medvod in od Zbiljskega jezera, da sem prvič v bistvu tlele, oziroma običajno sam prešivamo z avtomobili tlele skozi, če ne gremo že po avtocesti. In da v bistvu sem fasciniran s tem, koliko blizu je tako nek popolnoma deviški del v bistvu neke narave. Ne nazadnje, v bistvu smo skozi te 4 dni študenti izvedeli ogromno neke specifičnosti in avtohtonosti nekega dela, ki je zelo blizu Ljubljane. In se mi zdi, da je v bistvu to neka dobra podlaga za to delo, ki smo ga opravili tlele, se reče vizualizacija neke specifičnosti, nekih elementov identitete tega kraja, bodisi v smislu turizma, torej Zbilj, bodisi občine, ki je na novo nastala. In na katere stvari ste še posebej opozorili študente, oziroma katere so tiste bistvene stvari v našem področju, ki nekako pritegnejo oblikovalca, ki ga zanimirajo toliko, da misli, da je to tisto, ki naj bi pač bilo nek simbol za celo področje? Torej moram poudariti tlele, da razen ljudi samih tlele, ki so nam pomagali in da so nam odkrili neke točke identitete, ki pač mi poskušamo vizualizirati zdaj, je seveda gospod Bogataj nam pomagal in je bilo zelo dobro organizirano to, da smo dejansko prišli do nekih eksaktnih podatkov, katere pol smo ugotovili, da ne vem, na pamet, če zdaj rečem, poskušali smo skozi neko analizo stanja, neke specifičnosti in identitetnih točk ugotoviti, da je tlele neko izrazito bogato življenje v smislu nekih flore in faune, kar se mi zdi zelo pomembno, ker poudarjamo dejansko čistoto in neke ekološke vidike tega kraja, kar je fascinantno spričo bližine Ljubljane. In se mi zdi, da nekako so se študenti odločili, kar bo zelo zanimivo videti, za nek element, ki je človek bi rekel nenavaden, se reče tako blizu Ljubljana, med nekega laboda, ki je neka taka eksotična ptica, vendar pa se izkaže, da on normalno živi tlele in se nam zdi to, da je pač neka točka, na kateri bomo gradili identitetni sistem Zbilj samih, za razliko od Medvod, ki smo ugotovili, da nima nobenega smisla poudarjati in jeti v
neke zgodovinske elemente, ki pač niso tako močni, kot pri nekem Ptuju ali Piranu, da bi človek na tem gradil, spričo same zgodovine Medvod, ki je zelo kratka in nima neke specifičnosti, če štejemo Goričane in take točke, ki so v bližini in spadajo v samo občino, vendar za označitev tega smo ugotovili, da je že samo ime govori o specifičnosti Medvod, se reče neko medvodje, in smo poskušali v bistvu iz tega vizualizirati neki simbol, ki bi bil značilen za to novo občino in ki rabi pač neke osnovne identitetne sisteme. In sedaj seveda sledi delo v učilnicah, nadaljevanje tega, kar ste sedaj odkrili. No, mislim, mi smo zdaj to je tako imenovana prva analitična faza, da človek v bistvu poskuša živeti v bistvu s tem prostorom, ki ga obdeluje in ki ga bo mogel označiti, da bi kot označba uporabljali tudi drugi, se reče, predvsem ljudje iz tega kraja oziroma iz te regije. In seveda tisti, ki prihajajo not oziroma grejo mimo, da je v bistvu, da vejo, kje so, oziroma da pač na nek način, pogojno rečeno se temu reče, konzumirajo ta kraj. In kot ste rekli sami, zdaj ta prva faza je tlele končana in zdaj gremo nazaj v učilnice oziroma na kompjutere, ki bomo celo zadevo po nekem določeni metodologiji obdelovali naprej in bomo v bistvu to, kar je tako imenovano težaško delo, s tem nočem reči, da je v bistvu prva faza lažja, ker je vezana na neke tudi procese analiziranja in kreativnosti, vendar pa zdaj pridejo aplikacije od najmanjših v smislu uporabe, pogojno rečeno, nekega znaka, ki bo enkrat predpostavljamo na registrskih tablicah avtomobila, do prospektov in spominkov, ki so potrebni. Znak sam po sebi, v bistvu, če ni apliciran, nima nobene funkcije, on ima na aplikaciji funkcijo. Končna predstavitev vseh projektov bo junija v Medvoški knjižnici. Upamo, da bodo znaki tako dobri, da bo občina Medvode šla tudi v uporabo enega izmed predlaganih, tako da se bomo lahko že v drugi polovici leta ponašali z novo podobo naše nove občine. Šolsko poslopje v Sori je bilo zgrajeno v davnem letu 1874. Ravno tako davnega leta 1895, ko je Ljubljano in okolico dodobra pretresel potres, je bilo šolsko poslopje prvič, zadnjič, to je edinokrat deležno večje sanacije. Danes ima staro šolsko poslopje tisto, kar ne bi smelo imeti, in nima tistega, kar bi moralo imeti. Šola ima tako neprimerno lokacijo z direktnim izhodom na cesto in samo 2 učilnici. In šola nima soglasja sanitarne inšpekcije za uporabo prostorov, nima tople vode, nima kabinetov, nima jedilnice in večnamenskega prostora. Šola je vlažna, nevarna, neugledna in je navsezadnje stara več kot 120 let. Kakršnokoli razmišljanje o sanaciji obstoječega šolskega poslopja je skorajda brezpredmetno, kajti navsezadnje vsi prav dobro vemo, kolikšna sredstva je običajno potrebno namenjati za sanacijo več kot 120 let starega poslopja, v katerega se več kot 10 let ni nič vlagalo. Želja po gradnji nove šole se je porajala že pred 2. svetovno vojno. Novo šolo pa imajo Sorci obljubljeno že dolgih 40 let. S prireditvijo Živimo in delamo za novo šolo so krajani sami v septembru 1992 to željo vedno bolj spreminjali v zahtevo. Financirali so komunalno soglasje, položili električni kabel in opravili pripravljalna dela na gradbišču. Denarja za nadaljevalna dela pa od nikoder, oziroma občina Ljubljana Šiška investitorstva nad novo šolo ni nikoli prevzelo nase. S protestno akcijo v jeseni leta 1994 so krajani dobesedno izsilili sklep izvršnega sveta občine Ljubljana Šiška, s katerim naj bi zagotovili $10 milijonov za šolo. Tega denarja v Soro niso dobili. Sklep naj bi morala potrditi skupščina, ki pa žal v drugi polovici leta ni več delovala tako, kot bi morala. Navsezadnje pa nekateri sklepi, ki niso dobili potrditve skupščine, so bili tudi realizirani, če so seveda imeli prave botre.
Šola v Sori na nekdanji občini pravega botra ni imela. Sklepom obljubljena sredstva pa bodo Sorčani zahtevali ob sprejemu delitvene bilance bivše občine Šiška. Da bi se ta sredstva v višini 10 milijonov tolarjev ob delitveni bilanci res preusmerila v Soro, bi moral biti vsesplošni interes nove občine, kajti navsezadnje to pomeni, da bi bilo potrebno v občinskem proračunu letos zagotoviti le sredstva v višini 11 milijonov tolarjev. Sklep občine Medvode o investitorstvu za novo šolo v Sori in zagotovljena sredstva v višini 21 milijonov tolarjev sta pogoja, ki bosta v izgradnjo šole preusmerila tudi 20 milijonov 900 tisoč slovenskih tolarjev, ki so jih že zagotovili na Ministrstvu za šolstvo in šport. Navsezadnje je investitorstvo v šolske prostore stvar občine. Pristojnosti ministrstva pa je, da poskrbi za izravnavo občinskega proračuna. Torej, najprej so na potezi občinski svetniki, ustrezno temo pa bodo ravnali na ministrstvu, kjer pa so ob zagotovljenih že prej omenjenih pogojih pripravljeni svoje sredstva nameniti še pred sprejetjem občinskega proračuna. To priložnost bi bilo potrebno izkoristiti. Nenazadnje naj bi se tudi v prihodnjem letu na Ministrstvu za šolstvo in šport zagotovilo 20 milijonov tolarjev za izgradnjo oziroma dokončanje šole v Sori. In nenazadnje je v sam projekt že vloženo 46 milijonov tolarjev. In nenazadnje je potrebno razmišljati tudi o tem, da predvideva nova šolska zakonodaja 9-letno osnovno šolo in da si 6-letnih malčkov v okolju starega šolskega poslopja ne predstavljamo, še manj pa si jih predstavljamo na poti v kakšno drugo, že tako polno osnovno šolo. Svet krajevne skupnosti Sora se je v tem času ponovno odločil, da svetnikom ponudi svojo roko sodelovanja in jih prepriča, da nikakor zgolj ne zahtevajo, temveč so ponovno pripravljeni prevzeti iniciativo v svoje roke. Pričeli so z akcijo zbiranja lesa in sredstev za streho nove šole v Sori. Krajevna skupnost, gasilsko društvo, KUT, TVD Partizan, Zveza borcev, čebelarska družina, planinsko društvo in podjetje iz Medvoške kotline naj bi zbrali približno $500 milijona tolarjev. $500 milijona tolarjev naj bi zbrali obrtniki in podjetniki in $500 milijona tolarjev naj bi zbrali krajani šolskega okoliša. Tako naj bi zbrali vsaj $1,5 milijona slovenskih tolarjev in odločitev svetnikov tako še olajšali. Da spada ohranjanje 120-letne tradicije na področje revitalizacije podeželja, o kateri vsi tako radi govorimo, ni dvoma. Kot najbrž ni dvoma, da majhne podeželske šole nudijo otrokom bolj prijazno okolje. Sedaj že v davnem letu 1990 se je pričela graditi nova športna dvorana, ki naj bi dala prostor mnogim nadebudnim športnikom. V davnem letu 1990 pravimo zato, ker so bila takrat velika in malo manj velika medvoška podjetja še vedno dovolj uspešna in predvsem vsaj na zunaj še vedno dovolj finančno zmožna, da se skupaj lotijo ne tako malega projekta, ki naj bi bil dokončan že v letu 1991. Športna dvorana v taki podobi, kot jo poznamo iz leta 1991, pa še vedno čaka na nekoga, ki bi lahko potem, ko se je investicijska moč medvoških podjetij kritično izničila, športno dvorano dogradil do konca. Družbeniki Prca, podjetja oziroma družbe ustanovljene z namenom, da se projekt izvede od začetka do konca, se občasno po potrebi zberajo na skupščini, na kateri pa običajno spoznajo, da interesi vseh niso enaki, da nihče ni sposoben sam projekta izpeljati do konca in se pogoditi z ostalimi in da nekega resnega kupca nedokončanega objekta v vsem tem času ni bilo. In to kljub temu, da se je v letu 1992 kot potencialni kupec na tiskovni konferenci že predstavil Sebastian Hočevar, za katerega se je skazalo, da njegov donator ne poseže dovolj globoko v žep. In kljub temu, da se je kot potencialni kupec omenjala in po objektu že razgledovala teritorialna obramba in kljub temu, da se je v lanskem letu družbeni Kolor ponudil za prevzem in dokončanje športne dvorane in tako na nek način poskušal že zavarovati svoje dodatna sredstva vloženo v izgradnjo.
Družbeniki Prca, kot so Kolor, Donit, Goričane, Petrol, DFC oziroma Dolinar, TVD Partizan, so vpisani v sodni register z ustanovnim vložkom 2000 slovenskih tolarjev. Do sedaj pa ni bilo nikjer dokončnega dokumenta, na katerem bi se vložena sredstva spremenila v osnovni vložek, torej bi bili jasno opredeljeni izračuni deležev posameznih družbenikov. Jasno je seveda do sedaj predvsem to, da so največji družbeniki Kolor, Donit in Tovarna Goričane vložili v projekt vsak več kot 1 milijon mark in da to predstavlja 90% vse investicije, to pa je denar, ki se mu ne bo lahko odreči. Na lanskoletno ponudbo Kolorja za prevzem in izgradnjo športne dvorane ob tem, da naj bi menda TVD Partizan na Kolor prenesel lastništvo nad zemljo, kar pa po drugih informacijah tudi ni bilo izvedeno, Donitu vsaj uradno še niso odgovorili. Medtem ko je Tovarna Goričane za odkup svojega deleža postavila menda za Kolor nesprejemljiv znesek. Kaj bi bil za Kolor v tem trenutku sprejemljiv znesek, je težko vedeti, če so s to svojo ponudbo še vedno resno mislili. Najbrž bi bila za njih najbolj ugodna sprovedba neke druge zadeve, kajti Kolor se je pred časom že odločil, da za vložena sredstva vloži tožbo in ima hkrati že pravnomočni sklep o izvršbi, torej do družbe, katere družbeniki so. Zato so se tudi ostali družbeniki že odločili, da se uredi pravni status oziroma pripravi izračun deležev, kar navsezadnje pomeni, da hočejo, če se že bodo v korist nekomu odpovedali svojemu deležu, vedeti, čemu se bodo pravzaprav odpovedali. In komu v korist naj bi se navsezadnje odpovedali? Zadnji možni scenarij je, da družbeniki s tem se v tem trenutku šele načelno strinjajo, v procesu privatizacije športno dvorano brezplačno prenesejo na občino Medvode, s čimer bi se načelno strinjali tudi predstavniki Smelta in bi, če bi še vedno ostali izvajalci del, tudi umaknili zahtevek v višini 500 000 mark. Občina Medvode oziroma tisti, ki v tem trenutku občino Medvode suvereno predstavlja, pa se menda s prenosom športne dvorane s podjetja Prc d.o.o. na občino strinja oziroma dokončanje športne dvorane bo kot proračunska postavka v tem primeru uvrščena v proračun občine Medvode za leto 1995. Res je, da je občina glavni financer za razvoj športne dejavnosti, kot je tudi res, da bo v občinskem proračunu že veliko postavk in da si postavke najmanj 500 000 mark v občinskem proračunu le težko predstavljamo. Gospod Ravnikar, pred časom je bil občni zbor turističnega društva Smlednik. Kakšni so načrti in kakšne težave? Turistično društvo Smlednik zajema v tem malem okolju kar 3 turistična društva. Praktično je v eni krajevni skupnosti 3 turistična društva, torej to skoraj ni nikjer, ne v Ljubljani, ne nikjer drugje. To nam dokazuje, da je turizem v našem kraju izredno razvit, da negujemo tradicije, zgodovinske tradicije turizma že izpred 2 stoletij. V tem malem okolju naše krajevne skupnosti imamo turistično društvo Hraše, ki je išlo pred kratkim iz našega smledniškega turističnega društva, in pa turistično društvo Moše Dragočajna, ki že vrsto let samostojno neguje in ureja del naše krajevne skupnosti, ki je znan predvsem po avtokampu. Naše turistično društvo deluje praktično v 2 vaseh, v vasi Smlednik in vasi Valburga. Načrtov je obilo. Prvič želimo nadaljevati z že utirjenimi dejavnostmi. Izredno velik poudarek dajemo mladim turističnemu podmladku na osnovni šoli in v našem zavodu. Prav mladi v zadnjem času izredno aktivno delajo na področju negovanja turističnih tradicij, saj so raziskovali etnografsko-zgodovinske posebnosti našega kraja, pripravljajo prospekt našega kraja in podobno. To se pravi, da smo uspeli izredno motivirati mlade za dejavnost turističnega društva. Sicer pa nadaljujemo, kot že rečeno, začrtane akcije. Tu bi morda omenil, da je iz našega turističnega društva izšel konjeniški klub, ki je bil ustanovljen pred kratkim in ki že zelo aktivno deluje kot samostojno konjeniško društvo Smlednik.
Naše turistično društvo pa opravlja najraznovrstnejše naloge, predvsem je v zadnjem času velik problem umestitve tega društva, saj je z novo občino, to je pravi občino Medvode, niso še definirane turistične dejavnosti v tem odročnem kraju, malo odročnem, obrobnem kraju občine Medvode Smlednika. To pomeni, da bomo morali definirati in ugotoviti status našega društva, interes krajevne skupnosti oziroma interes nove občine Medvode, saj nas je Ljubljana v nekem smislu zapustila. Gospod Ravnikar, omenili ste že kulturne spomenike, ki jih v krajevni skupnosti ne manjka. Vemo, da gre do obnove nekaterih, predvsem Kalvarije, že k koncu. Stari grad nad Smlednikom, stari Smleški grad nekako stoji. Kako je pa z ostalimi kulturnimi spomeniki? Pravzaprav dejavnost našega društva zajema delo za vsemi, tudi delo in skrb za vse te kulturne spomenike. O Kalvariji je bilo že govorjeno, Stari grad zaenkrat moratorij, razvaline ostajajo, trudimo se, da ne bi razvaline propadale. Turistični objekt, ki pa ga imamo, bomo pa v letošnjem letu uredili dolgoročen najem, zato da mu poiščemo dobrega gospodarja, ki bo tudi nekaj investiral v ta objekt, čeprav bo turistično društvo še vedno bdelo za razvoj tega turizma, ki je do neke mere že tradicionalen na tej turistični točki Stari grad. Dalje se prizadevamo tudi za obnovo cerkve v Sveti Valburgi. Za akcijo, ki jo vodi poseben pripravljalni odbor in župnijski urad v Smledniku, želimo namreč obnoviti fasado cerkve, poleg fasade pa ostrešje, zvonik in podobno. Cerkev je edinstveni kulturni spomenik, saj izhajajo temelji iz leta 1341 in ker je obnova ni bila že vrsto let izvršena, bo potrebno letos pristopiti k temu delu. Veliko ne moremo napraviti v okviru turističnega društva. Prispevali bomo po svojih zmožnostih sredstva, predvsem pa se bomo vključili aktivno v popularizacijo te akcije, zbiranje donatorjev in zbiranje tudi sofinancerjev. Projekt je vreden več kot 100.000 mark, verjetno ga bomo peljali skozi 2 leti v okviru župnijskega urada in posebnega gradbenega odbora. Kot krovna organizacija pa je vsekakor tudi turistično društvo. Dalje omenimo že kar majhno sramoto tega našega kraja, to je Krvavo Znamne, ki je edinstven spomenik te vrste v bližnji in daljni okolici. Spomenik je izjemno zanemarjen in turistično društvo ima že načrte za konkretne akcije. O teh konkretnih načrtih pa morda čez mesec dni, ko bo že znano, kdaj se bo ta sramota Smlednika oziroma krajevne skupnosti tudi uredila in bo dobil spomenik dostojno mesto v našem prostoru. Turistično društvo kraja Zbilje in letos tudi stranka Zeleni Medvod zopet vabita na vsakoletno spomladansko očiščevalno akcijo Zbilj. Prizadevnost in predanost članov turističnega društva in krajanov svojemu kraju se pokaže tudi pri takih akcijah. Če se ozremo nekaj let nazaj, se bodo mnogi spomnili, da so takšne očiščevalne akcije včasih potekale po vsej Sloveniji ob istem času. Sedaj pa množičnega odziva več ni in marsikje je samoiniciativna skrb za čisto okolje utonila v pozabo. Kako je bilo včasih v Zbiljah, nam je povedal organizator in pobudnik vsakoletne očiščevalne akcije gospod Alojz Bertoncelj. To so že naš stari člani tega, predvsem turističnega Zbilja, to pričeli in to je pravzaprav nadaljevanje. Danes pa že so pa spet mladi, ki bojo to nadaljevali. Kdaj pa bo zdaj naslednja akcija? Ja, ta prva akcija bo sobota v Zbiljah, ob 9. dopoldne, če bo lepo vreme, pa tudi če bo dež, bomo, ker je to zadnja priložnost, da to očistimo, ker potem so prazniki, pa tudi trava je že prevelika, pa bi škodo naredili. V soboto bomo to na vsak način naredili. Kako pa je bilo z obiskom v zadnjih letih na teh akcijah?
Ja, pride tam okrog 50 ljudi, to je od 500 ljudi približno, ki je v Zbiljah 10%, to je kar v redu, čeprav naš cilj, recimo od zelenih in od turistična društva, s katerim skupaj to prerejamo, je nekje, da bilo okrog 100 ljudi, to kot jih išče v Zbiljah, to se pravi, da bi od vsega gospodinstva ali pa od vsega gospodarja enega poslal. V zadnjih nekaj letih smo se že navadili, da je politika del našega vsakdanjika. Redko pa se zgodi, da je dejansko v pomoč vsem ljudem in ne samo pravilno strankarsko opredeljenim. Gospod Ločniškar, Zeleni medvod in turistično društvo Zbilje organizirate oziroma vabite na očiščevalno akcijo kraja Zbilje. Kako to, da ste letos soorganizatorji te akcije in kakšni so vaši načrti za občino Medvode? Ja, res je, Zeleni medvod, turistično društvo Zbilje, skupaj organiziramo čistilno oziroma očiščevalno akcijo Zbilj. To pa zaradi tega bi rekel, ker pač imamo dosti sličnih oziroma podobnih idej, hkrati smo pa tudi pripomogli oziroma pomagali turističnemu društvu pri nabavi kontejnerjev in določenih reči. Kar se pa tiče za Medvode, bi pa rekel tako, da v Medvodah se zdaj na naslednji seji ne bi organizirala oziroma formirala odbor za varstvo okolja in urbanizem. Preko tega odbora bi pač nekako probali pol v širšem pomenu narediti večjo očiščevalno akcijo tudi, kar se tiče Medvod, širše okolice. Turistično društvo Zbilje je pred letošnjo sezono izdalo svoj turistični informativni bilten. V njem obvešča krajane, kdaj bodo brezplačno razdeljevali rože, obveščajo o izdaji zanimive knjige o Zbiljah, o izdelavi znaka svojega kraja ter popisujejo ostale dejavnosti društva. Ves ta trud članov je poplačan skoraj vsakoletnim prejemom kakšnega zanimivega priznanja in seveda zadovoljnimi obrazi turistov. Glede na to, da imamo sedaj svojo občino, ne bi bilo napak organizirati kakšno očiščevalno akcijo tudi v Medvodah in njegovi okolici. Predvsem pa bi morali paziti na svojo kulturno-ekološko osveščenost. Nedopustno je namreč odlaganje smeti kjerkoli v naravi. Lovci in gozdarji že nekaj časa opozarjajo na razna črna odlagališča ali pa samo na brezbrižnost sprehajalcev, ki brez kančka vesti odvržejo prazno pločevinko ali plastično vrečko, v kateri so imeli zavito malico. Raziskave kažejo, da nam narava kruto vrača udarce, če smo brezbrižni do nje. Od odvržene plastične vrečke ali izrabljenega akumulatorja ni več daleč do onesnažene podtalnice. Tudi na tem področju bodo imeli občinski možje dela dovolj, če ga bodo hoteli videti, seveda.